V občini Tržič 12. decembra praznujejo občinski praznik. Ob tej priložnosti so v kulturnem centru v Tržiču pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. Zaradi zaslug na področju ohranjanja tržiške kulturne dediščine in ozaveščanja širše javnosti o težavah, s katerimi se srečujejo osebe z okvaro sluha, je občinsko plaketo prejel tudi dolgoletni član Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj, profesor Janez Šter. Profesorja Janeza Štera je za priznanje predlagalo društvo Auris zaradi njegovega izjemnega prispevka na področju kulture gluhih in naglušnih, tako na lokalni kot tudi na državni ravni. S takšnimi predlogi za občinska priznanja skušamo pokazati tudi javnosti, da so naše društvo res člani od osnovne izobrazbe pa tudi do visoke stopnje izobrazbe, čeprav zgodba profesora Janeza Štera je zelo, tipična za naglušne, zelo težko se je prebijal skozi izobrazbo, še posebej v njegovih mladih letih, ko ni bilo ne tehnologije, ne tolmačev. Nagrada veliko pomeni tudi članom društva Auris. Profesor Janez Šter je izjemen poznavalec in ocenjevalec gluhih in naglušnih umetnikov. Dejavno je sodeloval na Mednarodnem dnevu gluhih v Tržiču leta 2010 in dolga leta delal kot kustos Tržiškega muzeja. Plod njegove ideje je tudi knjižica anekdot iz sveta gluhih in naglušnih in eno zgodbo iz nje je povedal tudi nam. Ja, bilo je 30 let nazaj, neko izobraževanje v Ljubljani, smo izobraževali, se učili za izobraževanje tretje življenjsko obdobje. Prijetno sem en mesec hodil na predavanja in potem smo imeli slovesno podelitev priznanj v dvorani, kot je naša danes, in jaz napenjam ušesa, kdaj bom jaz na vrsti. In se mi zazdi, da sem jaz Janez Šter na vrsti, jo mahnem po dvorani gor, na grozo komisije povzamem eno diplomo pa grem. Šele naslednji dan je ugotovil, da je vzel diplomo nekoga drugega. Zadrege še danes ne more pozabiti, a tako je v svetu gluhih in naglušnih, pravi profesor. Zgodi se lahko marsikaj in veliko lažje je, ko se zaveš, da nisi edini, ki ima težave. Do takrat, ko sem stopil v društvo, sem bil prepričan, da imam samo jaz take napake. Tam sem pa srečal ljudi, ki enako trpijo, mislijo, živijo in smo se res dobro ujeli. Tako da zdaj nisem več sam, smo skupaj, predvsem na likovnem področju, skušam čim več pomagati, napisati, ker to je moja profesija. Profesorjevo delo v tržiški občini je pohvalil tudi tamkajšnji župan. V življenju štejejo dejanja, ne besede, in seveda za profesorja Janeza Štera, našega kustosa, muzealca, predsednika krajevne skupnosti Kovar v večjih mandatih in pa seveda tudi člana društva Auris poznam in cenim že dolga leta. Občinski praznik je prireditev, kjer je treba reči ljudem hvala lepa. Janez Šter si to priznanje zasluži osebno in pa iz sredine ljudi, ki imajo težave z sluhom, govorimo o skupini gluhih in naglušnih in jaz mislim, da nam kot ljudem veliko
pomeni predvsem zato, ker je moral vsakdanjek vložiti bistveno več kot pa mi za tisti korak, ki je za nas enostaven, razumljiv, je za njih seveda težava. Ste si kdaj zamislili, kako izgleda poslušanje dnevnika, kadar ni znakovnega prevoda, in še kaj bi o tej zgodbi lahko našteli, zato seveda tako simbolno dejanje, oddolžitev skromna profesorju Šteru, društvu Auris iz Gorenjske, iz Tržiča, ki pomaga, da je vsakdanjik lažji za številne, kajti število ljudi z motnjo v sluhu je seveda v tej naši družbi bistveno večje, kot si mi predstavljamo. Nagrada bo po mnenju podpredsednice Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije prispevala k večji prepoznavnosti težav, s katerimi se gluhi in naglušni soočajo v vsakdanjem življenju. Mislim, da se počasi te stvari odpirajo, da ljudje postajamo bolj odprti in imamo tudi med seboj večjo stopnjo, bom rekla, tolerance, ker se tudi invalidi sami bistveno bolj izpostavljajo, kot so se pa v preteklem času. Janez Šter je v eni izmed svojih anekdot zapisal, da je še vedno obremenjen zaradi zadreg, v katerih se je znašel zaradi naglušnosti. Da bi bilo zadreg tako gluhih in naglušnih, kot tudi slišečih, ki velikokrat ne pomislijo na njihove težave, manj, pa je potrebno o okvarah sluha čim več govoriti.